lepa za besedo. Spoštovani, upam, da se slišimo kljub tej maski. Malo imam niže zaradi tega, ker se mi očala meglijo, ampak vseeno. Hvala lepa. Torej, v Avstriji, kjer je skrb za reveže od 16. stoletja naprej, vse bolj postajala zadeva civilne sfere, zadevo pa so prevzemali razni špitali in ostale dobrodelne ustanove, se je na področju socialne politike novo obdobje pričelo z jožefinskimi reformami konec 18. stoletja. Jožef II. Je odrejal, da morajo bolnike brez sredstev oskrbeti obstoječi in na novo zgrajeni špitali, ki naj bodo skromni in najrevnim zagotavljajo primerno zdravniško in drugo oskrbo. Župnijske božne inštitute, ki so bili v 80. letih upeljani v posameznih avstrijskih deželah, so vodili župniki skupaj z božnimi očeti, izvoljenimi strani občin, ki so spadale v določeno župnijo. V 19. stoletju so bile podlaga oskrbe revnih, se pravi starih, onemoglih, invalidnih ali neozdravljivo bolnih, še vedno smernice Jožefa II. Toda ta politika po obnovi ustavnega življenja monarhiji ni več dohajala potreb. Zaradi strahu pred nemiri in tudi zaradi kontrole je socialna politika postajala vedno bolj v domeni policije. Dokler je ni domovinski zakon iz leta 1863 v celoti prenesel na lokalno samoupravo. Do 70. let 19. stoletja so hiralci, ki nas na tem mestu zanimajo, po večini nastanili v špitalih in obožnih hišah in nato tudi v novo ustanovljenih javnih bolnišnicah. Kjer pa so se teh neozdravljivih, odvečnih in družbeno nezaželenih ostarelih odtepali, saj naj bi odžirali prostor še ozdravljivim bolnikom. Leta 1869 je bil sprejet zakon, po katerem se reveži z neozdravljivo boleznijo niso smeli več sprejemati v javne bolnišnice, pač pa so bili izročeni v skrb občini, kjer so imeli domovinsko pravico. Za bolne in onemogle je morala v primeru njihove nezmožnosti stroške plačevati občina, če pa tega ni zmogla, so bila z njimi obremenjena okrožja in dežele, v zadnji instanci tudi država. Večinoma so to bili reveži, ki niso imeli nobenega sorodnika, ki bi jih mogel preskrbeti, ali pa občinski reveži, ki so bili toliko onemogli, da niso mogli hoditi več od hiše do hiše in prositi v blagajne. Po letu 1863 so župnijske ubožne inštitute pričeli opuščati. Namesto njih so dežele ustanovljene nove ubožnice, nadenišnice, sirotišnice, blaznice in hiralnice. Na Štajerskem so deželne hiralnice, ki so delovale kot samostojni deželni zavodi, pričeli ustanavljati v 70. letih. Prva hiralnica je bila ustanovljena leta 1873 za Srednjo Štajersko v Vildonu, predvideni pa sta bili še hiralnici pri Leobnu za Zgornjo in na Ptuju za Spodnjo Štajersko. 2 leti kasneje je bila tako zgrajena hiralnica na Ptuju. Občina Ptuj je mesto posebej priporočala zaradi milega podnebja, poceni živil in ugodne cene za parcele. Zraven nove bolnišnice 70 posteljami, zgrajene oktobra 1874, je bila naslednje leto postavljena še deželna hiralnica za 100 ostarelih in onemoglih, večinoma revežev. Pobudo za gradnjo slednje sta dala Štajerski deželni odbor in Štajerska deželna hranilnica, ki je projekt tudi financirala. Stavba hiralnice se je šopirila poleg veliko skromnejše bolnišnične zgradbe, vse odtlej pa je bila pod patronatom Štajerskega deželnega odbora, kakor tudi bolnišnica od leta 1884. Obe deželni ustanovi sta si delili upravo in zdravstveno osebje. Strežbo in nego bolnikov so v obeh ustanovah od pomladi 1876 opravljale sestre usmiljenke, ki so razen tega prevzele še vodstvo kuhinje, skrb za razsvetljavo in kurjavo, nabavo, vzdrževanje ter čiščenje posteljnega in bolniškega perila. Hrano je za obe stavbi zagotavljala hiralniška kuhinja. Prehrana je bila zelo enolična in skromna. V kuhinji so imeli na voljo 5 dietnih razredov. Slaba porcija, švahe porcion, ki jo v praksi sploh niso pripravljali, je zajemala 5-krat dnevno čisto govejo juho in vsakič zraven 17 gramov žemlje v rezinah. Četrtinska porcija ali viertel porcion je vsebovala zakuhano govejo juho,
ki jo je bolnik oziroma oskrbovanec užival cel dan. Pri tretjinski porciji dritl so bolniki oziroma oskrbovanci uživali zjutraj in zvečer pojedli prežganko za žemljo, opoldne pa poleg juhe še teletino, pecivo in sadje. Polovična porcija je zjutraj in zvečer nudila prav tako prežganko za žemljo, opoldne pa goveje meso, omako in solato. Cela porcija pa je za zajtrk vsebovala prežganko ali zdrobovo juho, opoldne govejo juho z mesom, zelenjavo, omako in mlečno kašo. Zvečer so bolniki oziroma oskrbovanci dobili ječmenovo ali proseno kašo, močnik iz koruznega ali ječmenovega zdroba, pa tudi prežganko. Dokler niso leta 1910 teh porcij ukinili, modernizirali prehrano in uvedli torej normalno in posebno prehrano. Oskrbovanci hiralnice, ki so bili dovolj pri močeh, so večinoma dobivali zadnjo oziroma celo porcijo. Toda hrana je bila vse prej kot kakovostna in okusna. Hiralec Franz Albrecht je denimo leta 1896 deželnemu odboru poslal pritožbo čez upravitelja Johana Balana in vodstvo kuhinje, se pravi sestre usmiljenke. V dopisu je navajal, da je hrana za nič, da namesto hrane v bistvu dobivajo svinjarijo, ki ni nesoljena, nezabeljena. Zadnje dni pa, tako Albrecht, jedo zgolj zelje in buče. Če že dobijo riž, gres, proseno kašo ali močnik, je obrok ponavadi pust in nezabeljen. Upravo in sestre je obtožil, da sami konzumirajo oziroma tudi odnašajo najboljšo hrano, njim oskrbovancem pa da gredo zgolj ostanki. Medtem je deželni zbor za vzdrževanje hiralnice letno namenil dobrih 25.000 goldinarjev. Leta 1888 je sklenil, da se bo za potrebe Spodnje Štajerske namesto širitve Ptujske v jugovzhodnem delu dežele zidala nova hiralnica, se pravi kasnejša hiralnica Vojnik. Revizije Ptujske bolnišnice in hiralnice leta 1892 in 1897 pa so vseeno pokazale, da bi Ptuj kljub dvema spodnještajerskima hiralnicama potreboval večjo ustanovo. Stranišča so bila neprimerna, ventilacija slaba, prostori v podpritlično vlažni in za namestitev bolnikov popolnoma neuporabni, čeprav so ves čas služili temu namenu. Revščina, ki je medtem postala vse hujši problem, pa je bila po ugotovitvah prvega deželnega statistika Ernesta Mišlerja, ta je leta 1893 v Gradcu ustanovil Štajerski deželni statistični urad, povsem nepregledna in kaotična. Nadzor nad stanjem revščine v posameznih deželah je bil izredno pomanjkljiv. Kazal se tudi v nepreglednosti božnic, hiralnic in podobnih ustanov. Uprava pravzaprav ni imela nikakršnega pregleda nad perečo problematiko, pač pa se je izgubljala v tonah starih preglednic in dokumentov, ki niso služili ničemur. Zato nikakor ne preseneča, da je urad, ki ga je sicer zanimalo prav vse, najprej statistično obdelal prav slednja. Kasneje obdelal še gospodarstvo, hranilnice in posojilnice, šolstvo, izobraževanje, posestno strukturo, dolgove, kmečki položaj in drobljenje zemljišč, valutno reformo 1892, deželno upravo, volitve, vojaško priprego, kar je objavil v naslednjih publikacijah. Rezultat tega dela je bila obsežna statistika, ki je bila objavljena in analizirana v prvi publikaciji urada, statističnem priročniku o revščini na Štajerskem, Armen Vezni in Štajermark 1896. V statistiki, ki obsega dobrih 250 strani, je torej nanizal več poglavij, skrb za reveže, lokalne božnice, hiralništvo, denarne podpore, obubožani otroci, sirote in obožni kataster z natančnimi in podrobnimi podatki o revežih. V obsežnem poglavju, nekje 30 strani, o hiralnicah je natančno navajal stanje na tem področju. Več kot polovica oskrbovancev pred prihodom v eno izmed štajerskih hiralnic, torej Bildon, Ptuj, Knittelfeld, grad Ernau, Hartberg in Vojnik, ni prebivala v občini, kjer so imeli domovinsko pravico. V večini primerov v hiralnicah šlo za krajše bivanje, povprečno nekaj mesecev, medtem ko tisti, ki so ostali dalj časa, praktično nihče ni živel več kot leto in pol. Vse so posamezniki prišli v izredno slabem stanju.
Se pravi, da so prišli v hiralnico mnogo prepozno, torej umret, kar je občine, ki so morali kriti stroške, postavljalo v neprijeten položaj. Leta 1892, konkretno septembra, je bilo na Štajerskem 776 oskrbovancev, iz Spodnje Štajerske 147, leta 1894 v mesecih julij in avgust 883, iz Spodnje Štajerske 194. Torej, iz Spodnje Štajerske prihajalo okrog petina, 20% hiralcev. Na Ptuju je bilo leta 1892 116, leta 1894 119 hiralcev, 60% moških, 40% žensk. Leta 1893 je bilo vseh preskrbljenih hiralcev 198, od tega jih je umrlo 66, kar znaša 33%, tretjina. Leta 1901 je na Ptuju po popisu živelo 4228 ljudi, umrlo jih je 171, od tega 50 v hiralnici in 70 v bolnišnici. Leta 1896 je bil sprejet obožni zakon, po katerem so ustanovili deželni obožni fond, iz katerega so se črpala sredstva za stroške hiralcev. To pa je bistveno olajšalo bremena občin. Stroški občin so se zmanjšali, občine pa so pričele same pošiljati v hiralnice starejše od 70 let, ker je bila oskrba v hiralnici cenejša od preskrbe doma. Že leta 1897 se je tako pritisk na hiralnice močno povečal. Bile so prenapolnjene, zato so morali postaviti zasilna ležišča. Izkazalo se, da je nujno povečati kapacitete obstoječih hiralnic oziroma zgraditi še kakšno novo. Ptuj se je soočal tudi s premajhno bolnico, zato si je župan Jozef Ornik vse bolj prizadeval za njeno razširitev. Hkrati pa tudi za povečanje hiralnice. Razmere so bile porazne, stara in higienskim standardom neustrezna zgradba, prostori pretesni, nujna uporaba zasilnih ležišč, v bolnici velik naval, predvsem v zimskih mesecih. Toda predlog sta zavrnila tako deželni zbor, kot tudi gradbeni urad, slednji predvsem zaradi statičnih razlogov. Namesto širitve ptujske hiralnice je deželni zbor konec leta 1905 problematiziral ustanovitev novih hiralnic. Na obširni seji je poročevalec, slovenski poslanec Miroslav Ploj, ugotavljal, da je bila seja konstruktivna, saj so poslanci predlagani paket potrdili. Toda to še zmeraj ni rešilo pereče ptujske problematike. Potrebna je bila modernizacija ustanov, saj obstoječe niso več dohajale potreb. Revizije so namreč pogrešale urejen vodovod in kanalizacijo, pomanjkanje prostora in slabo prehrano. Pristojni zdravstveni inšpektor Adolf Kučer je med drugim poročal, da so kopalnice neprimerne, iz stranišč, da se širi strašen smrad, obe ustanovi pa da tare pomanjkanje vode. Kljub obsežni korespondenci na relaciji Ptujska občina Štajerski deželni odbor je do konkretnega idejnega načrta prišlo šele med Prvo svetovno vojno. Zlom monarhije pa je njegovo izvedbo onemogočil. Med vojno je imela hiralnica sicer velike težave z dobavo živil. 100 kg krompirja je uradno stalo 8 kron, 100 kg repe 2 kroni. Kljub temu so morali plačati za 100 kg krompirja od 12 do 14 kron. Zaradi pomanjkanja ga je bilo tudi težko dobiti. Mesto in okraj bi naj pomagala pri nabavi živil. Toda oba sta prelagala odgovornost drug na drugega. Leta 1918 sta bila na zalogi zgolj krompir in mast. Obe ustanovi pa sta bili vezani na aprovizacijski odbor občine, od katerega sta tedensko prejemali 100 kg koruzne moke in druge mlevske izdelke, dnevno pa le 5 litrov mleka. Jedilnik oskrbovancev in bolnikov tako ni mogel biti posebno bogat. Za kosilo so dobili koruzno juho, repo ali krompir, za večerjo izmenično krompirjevo ali koruzno juho. K sreči vsaj ni zeblo, saj je bilo premoga za ogrevanje dovolj. Po prevratu leta 18 je bila hiralnica najprej podrejena povereništvu za socialno skrb pri Narodni vladi za Slovenijo. Nato je prešla v last države. Neposredno je bila podrejena oblastni sanitetski upravi in zdravstvenemu odseku. Namesto teh je bil leta 1924 osnovan inšpektorat pri Ministrstvu narodnega zdravja za Slovenijo v Ljubljani za teritorij mariborske in ljubljanske oblasti. Delovati so začeli oblastni sanitetni referenti pri velikem županu ljubljanske
mariborske oblasti, ki so odločali o sprejemu onemoglih in bolnih oseb v hiralnice. Ptujska hiralnica je bila torej last mariborske oblasti, z ukinitvijo inšpektorata junija 27 pa so zdravstveni zavodi prešli v popolno oblastno upravo. Se pravi, po razdelitvi države Banovine so vsi zdravstveni in socialni zavodi leta 31 prešli v pristojnost Banovine. Zavod, se pravi Ptujska hiralnica, se vse do nemške okupacije leta 1941 ponašal z banovinskim imenom, uprava Dravske Banovine pa je določila višino oskrbnine in izdala dovoljenje za sprejem hiralcev. Pred drugo svetovno vojno je bilo v Dravski Banovini skupaj 63 ustanov, ki so skrbele za sirote ter tiste invalide in revne ljudi, ki se niso mogli preživljati z lastnim delom. Toda hiralnic, banovinskih, občinskih, zasebnih, ki so pokrivali širše območje in sprejemali v oskrbo, citiram, hiralce, ne glede na njihovo domovinsko pripadnost, seveda le proti plačilu določene skrbne pristojbine, nikakor ne gre enačiti z lokalnimi ubožnicami, ki so imele le krajevni pomen. Leta 1939 so bile tako na Štajerskem 4 hiralnice v pravem pomenu besede. 2 banovinski na Ptuju in v Vojniku, zasebni pa v Muretincih, pri Ptuju v lasti Križnikov in v Vrbju pri Žalcu v lasti Usmiljenih bratov. Ostalih manjših oziroma lokalno omejenih tukaj ne štejemo zraven. Vse so se vzdrževale z lastnimi dohodki, za oskrbnimi stroški, ki so jih plačevale občine, druge ustanove ali oskrbovanci sami. Banovinski pa še nekaj malega iz banovinskih sredstev. Toda tudi 4 hiralnice na predvečer druge svetovne vojne niso zadoščale vse večjim potrebam. Banovinska hiralnica Ptuj je v zadnjih letih pred drugo svetovno vojno zaradi prostorske stiske sprejemala celo otroke neozdravljivo telesno ali duševno bolne in jetične oziroma tuberkulozne osebe, ki so postale drugim nevarne. Razen bolnic Ljubljana, Studenec in Novo Celje, ki sta bili prenatrpani, v Sloveniji ni bilo nobenega zavoda za otroke, potreba po zavodih tudi za revne tuberkulozne bolnike pa je bila velika. Kljub Topolšici in Golniku je bilo postelj namreč premalo, na drugi strani pa zato ni bilo prostora za hiralce. Potem, ko je po začetku druge svetovne vojne Adolf Hitler v Nemčiji in zasedenih deželah ukazal izvajanje evtanazije, se pravi ubijanje neozdravljivo bolnih in telesno onemoglih ljudi, se temu ni izognila niti Ptujska hiralnica, ki je bila istočasno tudi ukinjena. Po nemški zasedbi Slovenije so nacisti maja in junija evtanazijo nad duševnimi bolniki in telesno onemoglimi izvedli na slovenskem Štajerskem. V hiralnicah na Ptuju in v Muretincih je bilo okrog 140 oskrbovancev. Posebna komisija v začetku junija oskrbovance Ptujske hiralnice razdelila v 3 skupine. V prvo uvrstila tiste, ki so jih poslali v Muretince, drugo tiste, ki so jih poslali v Vojnik in v tretjo 58 oseb za direktni prevoz v Feldhof pri Gracu, kar je pomenilo tako gotovo smrt. Skupno je bilo iz slovenske Štajerske 9. junija 41 v Hartheim pri Lincu odpeljanih okrog 583 oseb, ki so jih med 20. junijem in 2. julijem tam tudi pomorili. Hvala lepa. Ilustrativno predavanje. Hvala.